Evangeliju smo večkrat slišali besedo, kdor ima ušesa, naj posluša. To so stvari, ki so razumljive, logične, se so ušesa za poslušanje. Ko je Jezus spregovoril v domačem jeziku, je beseda poslušati v hebrejščini šema. In ta beseda šema pomeni poslušanje, pomeni, če slišim, potem nekaj naredim, izvršim. To ni samo stvar, ko človek sliši, potem pa po svoje dela. To se zgodi lahko otrokom, mladini, ne slišijo. Starši reče, daj pospravi sobo, vse je slišal, ne, naredilo se pa ni. Pa tudi starejšemu človeku pride tudi taka stvar, vse slišim, pa ne morem, zdaj pa jutri, pa se ni tako pomembno, ni važno. Ta beseda je, če se sliši, je to povabilo, da potem storim, zato ker moja pamet pravi, to je prav. Tudi pri besedi ne vidijo, ne, imajo oči, pa ne vidijo, ali pa vidijo. Človek z očmi gleda, vidi, in če nekaj prepozna, zato ker ima pamet, potem tudi stori po tem, kar se vidi. Zato tudi potem Jezus pravi v tem evangeliju, ušesa imajo, pa ne slišijo, oči imajo, pa ne vidijo. In če je to bilo takrat za Jezusove sodobnike povedano, morda boste sami prepoznali pri ljudeh, kdaj pa tudi pri sebi, ko slišim ali vidim, pa je tako težko narediti tisto, kar je prav. Ker so druge stvari tako močnejše, kar pride v življenje nekaj drugega. Tudi lenoba se ne pokaže v tem, da človek nič ne počne. Ne, lahko dela stvari, ki so bolj prijetne, rajši, ki ima druge stvari, potem ostanejo za kasneje ali pa časa ni več za tiste stvari. In prav v tej besedi lahko zaslutimo, kako je ta prilika o semenu in o sejalcu na mestu, ker vsak človek je lahko v tem najslabši možnosti kot ob poti. Pride seme, pa nič ni z njim. Vse se pobere, vse gre. Pa ni težava, da je nekvalitetno seme. Ne, je. S semenom ni problem. Tudi ga ne manjka. Vse tisto, kar ni v moji moči, je zagotovljeno. Kvalitetno, pa zadosti. Ampak tisto, kar je v moji moči, pa je lahko izuzeto v celoti iz življenja. Tam nekje obpoti. Lahko je pa malo boljše stanje v mojem življenju in pade na kamnita tla seme. Pa je kar nekaj veselja, pa bom. Pa začnem nekaj dobrega in v življenju se nekaj pokaže, začne rast, pa ni moči. Tako dostikrat poudarjam prav pred sveto birmo ta Božji dar, dar moči. Da človek zmore vztrajati v dobrih stvareh, ki jih vidi, ki jih sliši. Da to v srcu tudi rodi potem sad in se kaže lahko v življenju. Morda pa tretji korak še malo boljše, to je pa tisto seme, ki je sicer padlo v trnje. Tam pa je zemlja, tam pa raste, tam pa se nadaljuje življenje. Sam, ko je toliko stvari drugih še v življenju in dostikrat zmanjka časa, pa kar ne moremo z vsemi stvarmi. In to drugo trnje ima toliko hitrejše rast, da potem to seme ne more dohajati. Lahko je pa še četrti korak, to je pa tisti, ki je pa res najboljši. Da pripravimo svoje življenje s tem, kar vidimo, kar slišimo, tudi v tako obliko, da se v življenju pokažejo sadovi. Tudi če niso 100-odstotni, morda pa 60 ali pa 30, da nekaj zraste. In človek, ki v življenju ima rast v dobroti,
v srčnosti, da raste ljubezen. To je edina stvar. Več kot oddajemo drugemu človeku, več imamo sami. Če bomo drugim ljudem dajali recimo denar, pri meni se manjša, drugemu večja. Če dajemo čas, meni se zmanjšuje, naklanja se drugemu. Od vseh teh darov nekdo ima minus, drugi ima plus. Pri dobroti, ljubezni, srčnosti pa ni v takem razmerju, ampak človek, ki širi ljubezen, se mu ne zmanjšuje, ampak se ta dobrina, ki je Božja dobrina, veča pri njemu in pri drugemu. Nego ta priložnost tudi v tem tednu poletnega časa, ki je pred nami, da bi tudi v tem tednu oplodili sad v dobroti, naj nam pomaga tudi naša molitev, tako zase, kakor tudi za bližnje. Sedaj pa tudi skupaj izpovejmo